V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvaljen Jezus. Predragi, današnji evangelij nam spregovori o dveh kraljestvih ali tudi o dveh življenjskih poteh, ki sta pred človekom. Tudi prvi psalm, če tako pogledamo, govori o teh dveh poteh, in za drugo pot pravi, da pot brezbožnih vodi v pogubo. Zdaj, naš Gospod ne pravi, da smo mi brezbožni, tudi svojim apostolom ni tako rekel je maloverni. Se pravi, vere je nekaj, ampak zelo malo, ne? Tako da moramo tukaj povečati to vero, pa ne sami, potrebujemo seveda Božjo pomoč, zato tudi večkrat na dan je dobro si ponoviti tisto, kar pravi, in sem si izbral za novomašno geslo Sveti Tomaž Akvinski v 4. kitici, 2. del, ne, molim te ponižno, da naj nam Bog oziroma naš Gospod Jezus Kristus vedno bolj in bolj povečuje to vero, upanje in ljubezen seveda v naših srcih. Tako da to je zelo lepa prošnja, za katero moramo tudi sami seveda delati. Torej, glavna mašna prošnja, ki se imenuje tudi zbirna prošnja, kolekta, ne, ker to pomeni, da mi zberemo prošnje skupaj, ne, se pravi, duhovnik zbere prošnje vseh vernih, zato je kolekta, ne, se pravi, zelo pomemben del svete maše, da takrat pomislimo tudi mi, kaj Boga prosimo, ne. Duhovnik seveda daruje sveto mašo, ampak na nek način tudi mi, ne, kot je rekel Božji služabnik, papež Pij XII, na neki način tudi verniki darujejo sveto mašo, ne, na neki način. Tisto na neki način so seveda potem umaknili, ne, so rekli, tudi verniki darujejo ali so darujejo sveto mašo, ne, na neki način, ne. Se pravi, ta zborna prošnja, pravi umrljivi človek, je podvržen padcem brez Gospoda, ne? In zato mi potrebujemo Gospoda, da bi bili odvrnjeni od škodljivih stvari, pravi še ta zbirna prošnja, in da bi sledili zveličavnim, se pravi, da bi sledili duhu. Gospod pa seveda ga prosimo, kot začne ta zbirna prošnja, da svojo cerkev varuje s trajno milostjo. Danes bi vas lahko vprašal, če ste komot, ne? To bi bilo danes, ne? Sedite udobno, ne? Vidite, to je tisti problem, ne? To je prišlo v cerkev, začelo se je morda 150 let nazaj ali pa še kaj več, ne? Glavnem, tako imenovano meščansko krščanstvo in tako naprej, ne? Vse bolj in bolj se je umikala ta kmečka podoba, zdrava kmečka podoba krščanske vere tudi, in je prišlo to meščansko udobje nekako, ne? In zaradi tega tudi mi sledimo nekako temu udobju, ne? Da bi bili mi udobni kristjani in tako naprej, ne? Ampak Gospod od nas pravzaprav hoče, da bi bili neudobni, ne? In sveti Avguštin, ki bo zdaj malo godoval, čez 3 dni, pravi, da je naše srce nemirno, dokler se v Bogu ne spočije, ne? Se pravi, samo v Bogu se spočijemo, ne? Tudi psalmist koncu tako pravi, ne? Da samo tam se spočije naše srce, naša duša in tako naprej, ne? Tam dobimo. Tako da, mi smo vedno pred izbiro, zdaj ne vem, a se je vam zgodilo, jaz vem, da sem bil star kakšne 2 leti, in dobro sem se naučil hoditi, in sem šel iskat svojega prijatelja tam na mostu na Soči, oziroma pravilno se reče pri Sveti Luciji, ne. Sem šel iskat tega prijatelja Lucijana, ne, mislim, prijatelja, pač možakar, ne, ki sem jaz imel tako strašno rad, ker sem bil majhen, ne, tako da pa sem šel zmeraj obiskati in tako. In sem šel proti postaji tam in sem se zgubil seveda, ne, ker otrok ne ve točno kam iti, ne. Tako da
to, kar pravi evangelij, je kot otrok, ne, ki se znajde na nekem križišču, križpotju in ne ve, katero pot izbrati točno. Ne. Spravi, ne ve sam pravzaprav. Ne. Potem je prišel en drugi, tam so krajani in tako naprej, ne, veri, in me je peljal potem domov, ne, tako da sem prišel srečno in varno, seveda vsi v skrbeh, ne, na koncu nič ni bilo, ne. Bi lahko rekel, kaj se bojite, maloverni, ne, ma dobro, takrat nisem mogel tako reči, ne. Se pravi, pred nami kristjani se odpirata dve poti. Ena pelje seveda v to kraljestvo duha, kot bi rekel sveti Pavel, Božje kraljestvo, nebeško kraljestvo, odvisno kateri evangelij beremo, en pravi Božje, eden pravi nebeško kraljestvo in eno je kraljestvo mamona, se pravi kraljestvo mesa pravzaprav, ne. Se pravi, ne samo denar, ampak vse te stvari, kar so mesene stvari, kar so zemeljske stvari in tako naprej. Se pravi, če bi mi vprašali kristjanom, bi rekel, jaz izberem Božje kraljestvo, ne, da se pokaže lepega. Sej Božje kraljestvo ima vse tiste lepe lastnosti, ki so v hvalospevu na Kristusa kralja omenjene, ne. Kraljestvo luči, kraljestvo miru, ljubezni, vse te stvari. Ampak moramo biti pošteni, tudi to drugo kraljestvo je očarljivo, mikavno, nas zadeva privlačijo in tako naprej. Tam pa v Stršku, ne, je Indija Koromandija prevedeno, ne, nekako, se pravi, tam je pa v bistvu v izvirniku je pa Ezede Baloki, ne, se pravi, bi rekli lahko dežela zabav, ne, ali igr, ali pa tako, ne, se pravi, vragoli, lahko rečemo tudi, ne, to pomeni, ne, se pravi, vsi mi imamo neko tako ponudbo in zdaj dostkrat nas to privlači. In zdaj Gospod nam pravi, da naše srce bo tam, kjer je naš zaklad. Nazadnje sta samo dve izbiri. In ti izbereš svoj zaklad in potem tam je tudi tvoje srce. Ne? In je težko pravzaprav se znebiti potem tistega zaklada, te navezanosti, ne? Ki so tako trdne pravzaprav, ne? In jih moraš nekako prerezati te niti in tako naprej, izkoreniniti, izruvati tiste korenine, ravno zato, ker so to korenino, je potegnilo že korenine, je težko, je delo, ki kar je zahtevno in tako. Treba je nekje začeti in ponavadi, kot je pokojni psihoterapeut, ki je bil tudi moj prijatelj Bogdan Žorž, rekel, je treba postaviti vrline, ne, rajši na tisto mesto, ne nekaj na silo in tako na hitro. Današnji človek bi marsikaj napravil na hitro, ne, naredimo tudi škodo, kot nam naš Gospod pravi v evangeliju, ne, da ne bi slučajno dobro šlo tudi zraven, ne, ko bi tako na silo to delali. Ne, treba iti postopoma počasi to delati in nekako postaviti te vrline, ne, da zmanjšujemo, postopamo neke stvari in tako naprej. In potem gre. Ampak seveda je trd boj. Ne? Pravi, Kristus nam pravi, da tisti, ki je zapustil karkoli, ne, očeta, mater, brate, sestre, tudi zemljo, pravi, ne, tisti bo dobil 100-kratno povrnjeno ob preizkušnjah. Tudi preizkušnje so zraven. Ne? Tako da brez tega ne gre, brez križa ne gre življenje, ne, na tem svetu. Zato dolina solz in tako, ne, kot je prvi prevedel sveti Hieronim lepo tisto zadevo. Dan danes bi rekli, ne smemo reči dolina solz, se treba je drugače, ne, dobro, pustimo te stvari. Spravi, sveti Pavel opozarja v pismu Galačanom, smo poslušali, treba se bojevati, ker meso poželi zoper duha in duh poželi zoper meso. Ta dva sta si namreč med seboj nasprotna, da ne delate tega, kar bi hoteli. Že drugot pravi sveti Pavel,
da ne dela dobrega, ki bi ga hotel, ampak dela zlo, ki ga noče. Ampak tako je to močna zadeva, da tako grejo te stvari. Torej je težak boj in človek si domišlja, kako bo nahranil, napolnil svojo dušo na nekih napačnih naslovih. Torej, mislimo, bomo nahranili, napolnili to svojo dušo, podaljšali za en komolec svoje življenje, naredili še bolj komot in tako naprej. Torej, kdor hoče rešiti svojo dušo, jo bo izgubil, pravi Jezus, ne? Se pravi, to je eden od takih pomenov, ki lahko damo. Ne boš na tak način rešil svoje duše, ne boš je napojil, napolnil, nahranil in tako, ne? Ne moramo si zagotoviti neko tako rešitev, ne, mi bi brez preveč truda, torej smo rekli z nekim udobjem, ne, bi mi vse skupaj reševali. Dajmo mi neke stvari nabrati, si zagotoviti in tako in potem za nekaj časa bo, ne, potem bomo že naprej videli, ne. Ni treba nič se sproti truditi, ni treba nič sproti delati in tako dalje, ampak vidimo, ne grejo stvari na ta način. Torej, po naših človeških ozirih smo postavili neke stvari, tako mislimo, da bo šlo vse kot po maslu, ne? Ampak to je, kot smo že večkrat rekli, kot po maslu je pač klanec, po katerem se vzpenjamo in če se nekaj dosti matramo, gremo dol po klancu, ne moramo iti gor, ne? Tako da so te zadeve, tako da gre kot po maslu, gre pa navadi navzdol, ne proti gor. Tako da vemo, ne, te stvari, kako so v življenju. Ali pa bi morali vedeti, ampak dostikrat pozabimo. Torej, sveti Pavel nas opozarja, tisti, ki si misli, da stoji, naj pazi, da ne pade, ne? Kdor si domišlja, da stoji, naj pazi, da ne pade. Tisti, ki se odloči za pot za Kristusom, torej za duhovno življenje, gre proti večnemu življenju, seveda se mora zavedati, ta duhovni boj je trd boj. Tisti, ki se odloči, da bo gojil neko resno krščansko življenje, molitveno, duhovno življenje, se mora zavedati, da bo trd boj. Bo marsikdaj bolelo, bomo tudi padali, bojo tudi te stvari, ampak vendarle treba se odločiti. V prvi vrsti torej naša pamet, naša volja in tako se mora za to odločiti. Zdaj, seveda, kot grešniki se nam bo večkrat zgodilo, ampak ni važno. Kot naš Gospod, ki se je 3-krat pobral, ne, simbolično število, Božje število in tako, ne, tudi mi moramo vedno znova ustajati, ne, tudi kadar padamo in tako, se zateči k njemu. Torej, naša duša je lahko še tako odločna na tej poti proti temu Božjemu kraljestvu, ampak vseeno vedno znova in znova ima svoje probleme, se znajde v tem trdem delu. Prava pot ne mora biti lahka pot, ne. Prava pot je trda, je polna ovir, se treba truditi. In dostikrat tudi človek bi rekel, jaz sem v temi in trenutno ne vidim nekega napredka, nekih rezultatov, se bom kar tle usedel, pa malo smilil samo sebi, ne. Ali pa še nekaj drugega vidimo, ne, kot tisto, ki so tekmovali za plavati na dolge proge in tisto, ki so tekmovali, na zadnje bosance prišel 2 metra od obale, je rekel, ne mogu više in se obrnil, je plaval nazaj, ne, vidite, tako, ne. Dostikrat tudi mi tako delamo v življenju, ne. Zdaj, to je problem, ne, če si kdo tako naredi, ne, pravi, reče, jaz sem se zaman trudil, tle pride lahko do obupa in od obupa do tega, da se človek naredi, je majhen korak dostikrat, ne, vidimo črne kronike in tako naprej. Sveti kardinal Newman v tisti svoji lepi pesmi Vodi me dobrotna blaga luč in tako naprej, ne, se poznamo tisto, pravi, da prosi, da bi videl za en korak naprej, ne, tako da tudi mi moramo tako prositi svetim kardinalom Newmanom, da bi videli en korak naprej, toliko ne nam da svetlobe
naš Gospod Jezus Kristus. To je luč vere, ni to zdaj ne vem kakšna razsvetljava, ampak dovolj, da jaz vidim naprej, ampak hkrati tudi dovolite me, da se ne prevzamem, da če se prevzamem in tako, da lahko tudi padem zelo hitro, ne? Torej je tema zelo hitro lahko večja od luči, da ne vidim niti tiste luči. Torej treba hoditi postopoma, korak za korakom in to v veri in upanju, ker potem ne bomo več potrebovali, kadar enkrat pridemo do cilja, nam pravi prav tako sveti Pavel, ne? Se pravi, ljubezen nikoli ne mine, vera, upanje, toliko da pridemo do nebeškega kraljestva ali Božjega kraljestva. Torej, tisti, ki izgubi vero in upanje, ostane obupan in vemo, smo rekli, je v veliki nevarnosti. En naš vernik večkrat pošlje, ne? Vidiš tle, ki ne rabijo Boga, ne? Torej črna kronika, kaj se vse dogaja. Ne samo v Sloveniji, tudi v bližini ali pa po svetu, ne? Se pravi, svet si misli, ne rabi Boga. In potem se dogajajo razne stvari. Tako da se hitro pogled usmeri na to drugo pot, ki je široka, je udobna, je posejana z dobrinami. Te dobrine se vidijo, se jih da dotakniti, se jih da takoj vzeti, samo roke treba stegniti, ali pa tako se nam zdi. Ne vem, kadar sem bil majhen, tam je bila po televiziji, ne, ker nismo dobili, ne, teh stvari, Jugoslaviji še in tako dalje. Bila Kinder čokolada, sem se zmeraj predstavljal, da bi bilo fajn, ne, da tam stegneš roko in vzameš, ne, ampak ni lih tako, ne. Dostkrat je to obljubljeno, ampak kot smo rekli tam pri Ostržku, ne, ja, dobiš neke stvari, ampak potem tudi vemo, kako se je to razvilo, so ratali osli vsi tisti otroci, ne, tako da je bilo treba potem trdega boja, da so prišli nazaj na pravo pot, če so se za to odločili, seveda, ne. Tako da duša čuti seveda v sebi to skušnjavo, da bi šla za tistim, kar je široka pot, kar je udobno in tako dalje, ampak hkrati tudi je neka zavest, da tisto v končni meri ne izpolnjuje, da treba se tudi upreti tej skušnjavi, ne. Konec koncev poznamo priliko o tako imenovanem izgubljenem sinu, ne. Najprej je sicer čutil, da ni potešena njegova duša, oziroma najprej njegov želoček, ne, tako bomo rekli, ne. Se pravi, sužnji mojega očeta ali služabniki mojega očeta imajo vse v izobilju, jaz pa tle umiram od lakote, ne. Torej, boljše biti tam, ne. Ampak s tistim se da nekako, je nek prvi korak, ne. Morda se ta duša tudi zaveda, sama nisem sposobna, ne, da pridem na zeleno vejo, kot temu rečemo, ne. Ampak treba se upreti tej skušnjavi in ta skušnjava je to, da bi si mi te čutne in svetne dobrine postavili za svoj cilj, da ne bi bile samo sredstvo na tej poti do višjega ali pa najvišjega cilja, do Boga samega. In tukaj je treba paziti, ker odnos do nekega človeka tudi lahko postane bolesten, bomo rekli, da postane cilj, ampak to ni pravi cilj, ne. Sej je lepo, da gojimo dobre medsebojne odnose in da se imamo radi med seboj in tako dalje, ampak vemo, da prvi cilj je Bog, ne. Tako da, če se trudimo gojiti pravo ljubezen do Boga, potem bomo imeli tudi pravo ljubezen do bližnjega, ne. Se to vse dopolnjuje. Se pravi, sonce, kot so rekli sveti očetje, ki daje svoje žarke, ampak žarki bolj, ko se bližajo soncu, bolj so si tudi med seboj blizu, ne. Tako so to primerjali, ne. Ta ljubezen do bližnjega. Moramo torej to paziti, ne. Ker vse je minljivo, je sredstvo na življenjski poti in če je človek preveč navezan na te stvari, se hitro izkaže, če recimo nekaj izgubi za nek določen čas od tega.
če hočete pri najstniku videti, če je preveč navezan na umni telefon in tisto, kot se temu reče, ne, ali pametni reče, ampak dobro, pustimo, ne. Dajte mu ga vzeti, bomo videli pol, ne. Če ostanete živi, to je zdaj drugi par rokavic, ne, kot se temu reče, ne. Se pravi, ne diraj lava, dok spava, ne. Najstnika, dokler ima smartphone ali otroka celo, ne, danes. Tako da so vse te stvari, ne. Ali sem jaz sposoben biti nekaj časa brez tega, tudi brez določenih ljudi in tako, biti sam in tako, nekje. Po se vidi. Torej vse skupaj začasno, minljivo in kar zagotavlja večni obstanek, je življenje v Bogu, že sedaj, ne. Potem bi seveda živeli v njem. To je to, ne. Življenje, ki, če je pravo, je večno, ne. Torej že zdaj imamo neke stvari. Če se pustimo namreč voditi duhu, pravi sveti Pavel, torej svetemu duhu, sveti duh govori, deluje po sveti cerkvi, v tem 2000-letnem nespremenljivem nauku, učiteljstvu imamo vse tisto potrebno, ne. Ker sveti duh vas bo spomnil in učil, kar sem vam povedal, ne. Se pravi, tam je povedal, ne, Jezus apostolom, ne. Sveti duh torej po cerkvi spomni in uči vernike, začenši s pastirji seveda, ne, da imamo vse tisto, kar rabimo. Potem seveda še zakramenti in molitev in tako, ne, to so ta sredstva posvečevanja, to je ta duhovna hrana, da zmoremo iti po tej poti. Zdaj tisti, ki hoče živeti sam, brez Boga in brez cerkve in tako, lahko tudi na videz udobno živi, ampak tista udobnost je res doskrat zelo, zelo navidezna, ne. Koliko jih je pol, ki so na tabletah in tako naprej, ne. Zdaj, kdor hoče tako živeti, hoče živeti kot otrok brez staršev, brez očeta, matere in tako. Ovče kot Bog, mati kot cerkev in tako. Človek, ki hoče živeti sam po sebi. Ampak tak človek je sposoben samo del mesa, sveti Pavel nam jih nekaj našteje, torej nečistovanje, pohotnost, nesramnost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštvo, razdražljivost, zavist, jeza, prepirljivost, razprtije, ločine, nevoščljivost, uboji in podobno. Torej, človek je prepuščen samemu sebi, ne potrebuje Boga, se vsaj tako misli, je sposoben, torej, marsičesa smo rekli, ne. Torej, ta poročila iz Črne kronike nas ne čudijo, nas ne smejo čuditi. Je rekel nekdanji koprski škof, pokojni, no, Janez, da je Bogu hvaležen, da mu je pomagal z milostjo, da če katerega greha ni napravil, ker je bil sposoben napraviti vse grehe, je samo Božja milost, ne, to zaslužna in je pravilno povedal, ne. Tako velja za vsakega od nas. Torej, človek je sposoben vse živo napraviti, ampak po Božji milosti nekih stvari ne stori, se izogne temu. In sveti Pavel nazadnje pravi, tak človek ne more videti Božjega kraljestva, to je ta večna kazen, ne. Nasprotno pa bogati sadovi, ki jih obrodi človek, ki se bori, sodeluje z darovi sveta duha, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, prizanesljivost, krotkost, zvestoba, skromnost, zdržnost, čistost, ne, to je nekaj teh, jih še več, ne. Kdo si ne želi takih sadov? Človek, ki hodi po pravi poti, že zdaj prejema te sadove, nekoč jih bo lahko užival v večnosti, zlasti kar zadeva ljubezen, veselje, mir, ostali sadovi so pač bolj potrebni tukaj na zemlji, ne, da pridemo do večnega počitka, večnega miru, večne sreče in tako v Bogu. Torej, to rabimo tukaj na zemlji, da dobro živimo, da ljubimo Boga in bližnjega tako, kot je prav. Pri birmi človek prejme darove svetega duha,
prejme meč duha. En duhovnik me je spraševal, da kje to piše v Svetem pismu, pa sem mu pokazal, ne, ker kje piše v Svetem pismu, ne. To je ko ono, ki se muslite med sabo, kje to piše v Koranu in tako dalje, ne, pole en drugemu pravijo, kje kaj piše in tako. To moramo tudi mi izgledati dan danes, ne. Še celo med takimi, ki ne bi poznali, da take stvari pišejo v Svetem pismu, ne. Torej, meč duha, duhovni boj je to. Postanemo Kristusovi vojščaki, vojaki pri Birmi. Ne samo tam neki, kako bomo rekli, hribolazec je prišel s planine, ali kako je tisto. Ja, ne smo neki hribolazci, postanemo Kristusovi vojščaki, ne, tako da te stvari. Torej, s temi darovi Sveta duha je treba sodelovati, treba bojevati ta boj. Prejmemo vse tiste stvari, ki duhovnik moli, tam, ko se oblači in tako. Čelada, se pravi oklep in vse te zadeve in tudi meč duha, seveda, ne. Torej, Kristusov vojak, ki mora torej narediti nekaj na tej življenjski poti, ki je boj. Torej, hoditi po tej poti je naša odločitev, ampak tudi Božja milost nam pri tem pomaga. Trudimo se hoditi po tej poti, če kdaj skrenemo, vrnimo se nazaj. V imenu Očeta in Sina in Sveta Duha, amen, hvaljen Jezus.